Ja, bomo pa drgnili. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan! Pozdravljeni v novi epizodi člani! Člani! Like, comment, share, subscribe. Podcastu na v Najboljši podcast v Sloveniji. Statistično dokazano. Statistično res je, amen. dokazano. Jure, koga imamo danes z nami? Danes je z nami Ana, mačkica, kotnik. Mjau. Ne, čakaj, moramo ta pravo. Rar. In Koga še imamo z nami? danes imamo z nami Jureta, Jure! pol imamo z nami še Mateja, našega režiserja, svetovnega zmagovalca, rušitelja rekordov, rušitelja žensk, Matej Rimanič. Ej, še zate povej nekaj zabavnega. Jure, on ima ful zrihtan dan. Jure, ima ful produktiven dan. V glavnem, Ana, kako je bil kaj tvoj teden? Moj teden. Ma nič posebnega. 2 izpita sem imela. Si naredila? Ne bom o tem. Ne vem, za enega še ne vem, enega nisem naredila. Kaj še diraš drugače? Socialno pedagogiko. Kako to? Ja. Ma to je, v bistvu delaš z otroci s čustvenimi in vedenskimi težavami. Oziroma ne samo otroci, so tudi lahko odrasli. Recimo tisti, ki imajo težave z agresijo, ali pa ne znajo uravnavati čustev, kakorkoli, ali pa so iz socialno ogroženih družin. Zato so tebi še taki tipi, da jih lahko popravljaš in da se učiš za svoje delo, da jih pol porihtaš. Ja. Ženske bi vedno rade nekaj popravljali, ne? Zato pa si mi bil ti všeč. Jaz meni vse štima, ampak temu, kako me Ana osvaja kasneje. Glavnem, izpiti niso šli. Ne ravno, no. Kaj si se premalo učila, ali kaj? Ja, definitivno. Pač tako pa je, ko preveč časa nameniš TikToku in malo premalo faksu, a ne? TikTokerka, neznana. Ja. Jure, ko si ti kaj? Ma super, evo. Kaj je tvoj teden? Zdaj, ful me ima te heca, da... Ne, malo me heca, ne, zdaj, ki sem mu pokazal, da sem začel pisati en framework. Kaj, jaz sem rekel, vsaka čast Alja te heca. Ja, Alja me heca. Alja iz Čikas me heca. Tako, ja. Ampak ja, sem napisal v bistvu en kratek, ko bi rekel, listo stvari, ki jih moraš narediti v dnevu, da imaš dan produktiven. Tako se vsaj meni zdi in pri meni deluje, tako da bom to eventualno povedal tudi na podcastu, mogoče celo danes. Ne možeš da iti? Ja, moram imeti telefon s sabo, bom pol povedal. Okay. In... Ne si že, če si na temu. Torej, Jure, povej, kako je biti produktiven. No, jaz se ukvarjam ful s tem, kako lahko zvišam v svojem dnevu svojo produktivnost. Torej, da naredim čim več in da se na koncu dneva počutim, kot da je bil to successful dan. Ker je tako, če ti zmagaš en dan, zmagaš pol en teden in zmagaš pol lahko celo leto in pol si v življenju lahko uspešen. Začne se pa z majhnimi zmagami, ne? Torej, da vsak dan probaš biti čim boljši. Tako. No, deli z nami. Tako. Zdaj, naredil sem zdaj v 17 korakih, ampak to je res še draft, to ni še definirano do konca. Torej, začujemo. Nekaj osnovna pravila so, torej da Prva. ne smeš masturbirati. Dobra. Pol druga je, da ne smeš biti distraktan od raznih stvari, torej da moraš imeti fokus. Dobra. Tretja je, da moraš narediti zdrave navade, ker samo z navadami, recimo s tem, ko ustvariš ti neke rutine, lahko pol si uspešen. Tako je. In da moraš sebe vsak dan porivati naprej, torej se malo več poriniti naprej. Torej, to sem slabo povedal, ampak da se moraš vsak dan vse malo izboljšati. Tako. Ok, zdaj, če gremo po korakih, ne? Definitivno je ful dobro, če vstajaš zgodaj. Jaz sem zdaj prav začeti vstajati ob 6 in res, ob 6 zjutraj je dan res lep. Pač imaš več od dneva. Ne vem, če imaš več od dneva, ampak je Imaš nekako več od se... Je lepo, meni jutro kot tako mi je ful lepo. Ne vem, tista svežina in to, še posebej zdaj, ne? Imaš več časa, da se prebudiš Tako. in začneš dan. Ma ne, več imaš dneva. Jaz sem tudi začel praktirati. 6 mi je malo zgodaj. Ampak ob 8:30, 9, da sem jaz po konci. Jaz sem se obstajal, ko ne rabim ob 10, 11. Sem se obstajal. Sem se obstajal in štekaš, pol pač nimaš nič kaj, celo jutro si zagonil, si spal. Ja. No, tako, to je prva stvar. Torej, jaz sem šel s 6 in recimo zdaj za vikend sem proval tudi za 6:30, ampak recimo danes je bil dober mir, ko sem povlekel do 8, ker ni šlo. Tako da je treba je spati vsaj 7 ur, se mi zdi, no, tako da včeraj sem še spat šele ob
pol noči in pol, tako da sem mogel malo podaljšati. Ja, a se dan zdaj slabo zaradi tega počutiš? Ne, samo pač moram prilagoditi ta proces, recimo tako, da tudi lahko zajamem to, da za vikend si privoščim malo več spanja, ampak ali pa, da bi včeraj mogel manj stvari dati na večer, da bi lahko šel prej spat. Ker problem je v tem, ne, recimo, če hočeš iti, tudi ti reče, greš spat ob 11, končaš stvari ob 11, ti ne boš zaspal ob 11, boš zaspal ob 11:45 in tako zgubiš komot 1 uro v dnevu, ne. Tako, pol naslednja stvar, ki je, da začneš delati, recimo, jaz sem začel z jogo in da probaš tudi z meditacijo. To si recimo vzameš pol ure zjutraj. Ne, ste probali kdaj to? Enkrat. Enkrat? Ja, ne deluje pri meni. Ne deluje, si probala? Mislim, tako ne morem, moji možgani imajo preveč misli naenkrat in ne morem odklopiti. Se lik zato je dobra meditacija. Ja, ful težko meni je recimo bolj pomaga v žongliranje. Ja, vidiš, no. Ja, jaz Se sem to je tudi meditiranje, po mojem, nekako. Ja, zaradi tega, ker v bistvu... Izklopiš misli in se fokusiraš na eno stvar, ne? Ja, in tudi tvoji možgani malo drugače dojemajo vse skupaj, ker pač ti, ko žongliraš, v bistvu mislita, možgani drugače delujejo, kot pa tvoje vsakodnevno mišljenje. Sem eno seminarsko na to temo, tako da zato Meni je pa dobro zjutraj, takoj ko se zbudim, brati knjigo. Zanimivo, vidiš. Da grem takoj na telefon, ampak da grem takoj brati knjigo. Ne vem, pač, ki vem, da takrat je unija obdobje, ki jo bom prebral, čez dan ne bom najdel si časa, ali imam kakšne druge stvari in tako te zrelaksira, da ne greš takoj na telefon. Ja, makes sense. Trpali. No, torej, jaz imam tudi en program za jogo, ki ga jaz uporabljam, no, ampak meditacijo sem tudi jaz. Zdaj sem napisal te meditacijo, ampak zato si zdaj ne vzemam časa, ampak ko si bo malo še bolj stvari uspel optimizirati, bom proval tudi z meditacijo spet. Ampak ja, meditacija je meni res, mislim, tudi dobro je, da se vprašaš večkrat čez dan, no, kaj si v redu, se dobro počutiš, delaš stvari, delaš stvari, da greš v pravo smer in tako, no, da se malo, ko bi rekel, reflektiraš čez dan že, pač, to lahko ti že malo pomaga. Pol naslednja stvar je, da imaš zdrav in dober zajtrk. Torej, da poješ, ne vem, recimo zame zdrav zajtrk to, recimo, ne vem, malo kruha, 100 gramov kruha, pa 2 jajci, pa kakšen losos ali pa kakšne piščančje prsa, ne vem, pač ona. Veš, zdaj, piščančje prsa? Ja, ma ne tipo pečena, ampak ono veš salamico. Ja, ne, to ne bi si. Okay. To je malo too much. No, recimo, ne vem, imaš pa itak milijon lahko zdravih zajtrkov, ampak recimo, da zajameš te osnovne stvari, ki jih rabiš, da dobro deluješ. Se strinjam. In pol najbolj pomemben korak od tu naprej. Zdaj, to je ta jutranji del, ko moraš narediti prvo stvari zase. Pol pa pride ta del, ko moraš splanirati svoj dan. Torej, da si vzameš pol ure zjutraj in napišeš vse, kar moraš narediti in zložiti v svoj koledar. In da si tako umestiš, ne vem, na pol ure ali pa na 1 uro si napišeš, zdaj bom delal to, zdaj bom delal to, zdaj bom delal to, zdaj bom delal to. Moraš pa še vedno upoštevati, da tudi kdaj boš šlo kaj narobe in boš mogel kaj drugega narediti kdaj, ne? Ampak to je recimo za moje pojme ena izmed najbolj pomembnih stvari. Res je. Tako da si točno veš in da se držiš tega urnika. In pol hitro ugotoviš, da dan v bistvu nima dosti ur. Ja. Ja. In ti ostane, recimo, če imaš službo kot jaz in pol, če hočeš še neke svoje stvari delati, ti dejansko, pa greš v fitness, pa te stvari, pa res ugotoviš, da imaš nekih 4-5 ur, ko lahko delaš stvari, da se izboljšaš. In če si imaš lepo planiran urnik, lahko boljše delaš. Tako. Ali pa lahko narediš stvari. Tako. Pol naslednja stvar je, da, ja, ok, pač opraviš svoje delo. Zdaj recimo jaz imam službo, delam pač svojo službo 8 ur, ne vsak dan, tako da je fokus na temu. In pol, da si seveda tudi narediš zdravo kosilo. Jaz imam to srečo, da delamo doma večinoma in si lahko vzamem pol urce, da si naredim zdravo kosilo. In ja, to za moje pojme je ful pomembno, da pač, da ješ zdravo. Zdaj, razdelite si te obroke, kako želite, ampak recimo jaz imam Kaj je za 4. kosilo? Za kosilo spet, ne vem, enih 200 gramov nekega proteina, ne vem, ali pa nek recimo piščanec, ali pa riba, ali pa karkoli. In enih 100 gramov nekih ogljikovih hidratov, pa kakšna solata, tako da nekaj takega. Pošteno. Tako da si lahko pol malo igraš, kaj, ne, samo pač, da je vsaj te osnovne sestavine, da so take. Pol naslednja stvar je, da greš, ne vem, na nek trening. Jaz tudi zdaj hodim vsak dan, treniram in to kar pomaga, no, mislim, ker ti skrbiš za svoje telo. Jaz sem eno ful slabo izkušnjo s svojim telesom, ko pa sem malo zanemaril svoje zdravje in sem ugotovil, da
na prvem mestu je zdravje. Torej, prvo moraš poskrbeti, da je tvoje telo zdravo in to seveda je sigurno kakšen trening, ne? Ali greš teč, ali greš v fitness, ali karkoli, da izboljšaš svoje. In tudi boljše se boš počutil v svojem telesu, kar je ful pomembno. Tako to je to. Pol moraš imeti... Kaj od tega? Ja, jaz hodim po stopnicah. Okay. Začetek. Ne. Mislim tak, malo se sprehajam, pa včasih kaj potelovadim, sam ne pa neki fulno. Bi mogla več, ja. No, pol tle, jaz bi rekel, da tudi vsak človek mogel, poleg tega, da ima službo, tudi delati na nekih svojih sanjah, na nekih svojih ciljih, tako da si moraš tudi to v dnevu vzeti čas za to. In recimo pol po povdan, po tem, ko imaš čas. Cilji sanje bolj, da nek hobi tudi. Jaz nek hobi, ampak recimo to, kar jaz delam, jaz bi tudi rad nekoč imel pa svoje podjetje in te stvari, ne? In si vzemem sigurno čas za to popovdan, da lahko delam na temo. Naprimer, ne vem, nekdo rad riše, pa noče zdaj biti multimilionar od risanja, ampak mu je lepo in pač vzemi si čas za svoje stvari. Tako. Pol naprej, pol prideš čas za večerjo, okoli 8, 9, ko končaš, jaz v 8 jem večerjo in spet si strdim podobno, nek zrezek in ne vem, zvečer si vzem malo več časa, si skuham nekaj bolj, tako da je malo bolj, da ni samo tako bolj enostavno, da je malo boljše. Ok, pol naslednja stvar je, da bereš. Jaz se usedem za mizo, si odprem na računalniku zapiske, odprem knjigo, berem knjigo in si delam zapiske iz knjige. Recimo, mislim, ne berem nikoli poslovje, ampak berem neke bolj business-oriented knjige, ki se mi zdi, da ti lahko ful pomagajo. No. Če imaš cilj biti v biznisu, je to ful v redu. No. Ok. In tako, zjutraj si splaniraš dan, moraš te taske definirati, kaj moraš delati. Zdaj nisem te točno napisal vsak svoj task, kaj imam za narediti, ampak v teh urah moraš, to so neke struktura naj bi bila taka, ampak ti moraš vmes zapolniti s temi svojimi stvarmi. Pol naslednja stvar je, da napišeš retrospektivo svojega dneva. To pomeni, da vsaj jaz sem se tako, da analiziram svoje odnose, ki sem jih imel z ljudmi, pol pogledam, če sem splaniral v redu dan, torej nekako pravim oceniti, če sem dobro naredil, kaj bi lahko boljše naredil, ki bi mogel vzeti več časa in da lahko to popravim po naslednjem dnevu. Okay. Pol naslednja stvar je, da napišeš, kaj je šlo dobro in pol, kaj bi lahko šlo boljše. Torej si vzameš čas, napišeš te 4 stvari, vzame ti 10 minut, ampak ko sam napišeš nekaj na list papirja, dejansko že nekako si sam sebi razložiš in že najdeš neko rešitev za naslednji dan. Ok, pol moraš ful je pomenilo tudi, da dobiš dovolj vitaminov, jaz recimo zvečer pijem še magnezij, da so mišice pač bolj sproščene in tako, da boljše spiš. In vsi prosim pazite na svojo osebno higieno, ki to mogoče dostikrat ljudje pozabijo, umivajte si zobe, tuširajte se, bodite urejeni, bodite urejeni, deodorant, tako da to so take stvari. No, to sem napisal par stvari, ki se mi zdijo ful pomembne. Bom še izboljšal. Če vas kaj zanima, me lahko vprašate, bom probal malo razložiti, ampak bom drugič še malo bolj detaljno lahko. Če vas zanima kakšno posebno področje, kar napišite v komentarje, bom probal se bolj fokusirati na to. Ja, hvala za besedo. Jaz bi tu rada dodala še to, da moraš imeti sebe rad, pa poslušati sebe in svoje telo, pa da se ne smeš obsojati, če kdaj ne gre vse po planih, da se ne smeš kriviti za, pač, če nekaj ne narediš. Pač to je ful pomembno. Ampak moraš acknowledgeati. Ja. Pač ok, nisem naredil, kaj zdaj, da bo to narejeno? Ne pa zdaj obala meni, ker nisem pač naredil. Kritično presodiš, zakaj to nisi naredil in pač si ne vlivaš zdaj krivde zaradi tega, ne? Ja, tle imam jaz to sem se ful s tem ukvarjal, zdaj, če kdaj mi ne uspe. Zdaj to dostikrat pač ti ne uspe, če si daš ful stvari, ki ne bo uspelo. Ampak ful je pomembno, da recimo, če zboliš ali pa če imaš slab dan, dovoliš, da imaš slab dan, se ne obsojaš, ampak čim si ok, moraš nazaj delati stvari. Tako je. Ne smeš nehati. Če nehaš, si izgubil. Moraš samo če imaš slabe 2 dni, lahko imaš slaba 2 tedna, jaz sem imel slaba 2 meseca, recimo. Zdaj poleti sem dobil COVID, pa dopusti, pa to, pa itak se ti poruši vse te rutine. Ampak čim sem prišel nazaj domov, spet sestaviti se nazaj. To je ključ. No, super. Mislim, da moramo po tej produktivni debati omeniti tisto najbolj, kaj se dogaja in to so Anjine sise, kaj imaš te fleke, Ana, gor. Jaz sem drugač ful fanica članov. Malček. Tako bolj proti kameri. Tako, ja. Ja, jaz sem ful fanica članov, največja fanica. Number one. Number one. Povej, kje nas poslušaš.
Poslušam vas med pospravljanjem. In čaka nas. Čakam jih. Kadar ni točno v torek, takrat, ko pač more biti. Kakšenkrat se malo tehnične težave se opravičujemo. Jaz že Rimaniču pišem, daj, kje je podcast, zakaj ga ni? Ja, ona čaka s salcem in metlo, da Tako je. 3 ura v torek, da In pač pospravljam. dokler ni podcasta, jaz ne pospravljam. Jaz moram reči, da tudi tle smo mi en podcast, ki niko vsi ostali, mi nismo poleti obupali kot nekateri, ki so si vzeli lepo dopust 2 meseca, mi smo vsak teden objavili podcast. In tudi, ko so bili dopusti, posneli prej, da jih v Tako. maste. Tako da če to res spoštujete in cenite, bi bilo ful lepo, če nam date en subscribe ali follow ali pa en like. In like, and share. Tako. Falili smo v tem času eno in to je zato, ker jaz sem bil na urgenci. Mislim, da smo 2 dali v sredo. Ne. Eno smo samo falili in to takrat, ko sem bil na urgenci. Okay. Okay, ali gremo zdaj nazaj na moje joške? Ok, dobro, ti si rekla, no. Čakaj, da ostanem. No, povej. In sem rekla, če se mi podpišete na joške, in ona nas ta valjda za. Tako. Tako da, to je vsa štorija. Enkrat sem vedno Enkrat bo lahko prodala svoje joške za ful denarja. Tako, da jih boš umila. Že ki smo bili pri higieni. Ja, dan zvečer. Ja, ma to ne bo šlo, to bi vodotvoren. Ja, ta je bil alkoholni. Ja, bomo pa drgnili. Lej, če si ta prava, si gre za to tetovirati. To je res taka drzna lokacija. Matej, tvoj podpis je še nekak, ampak od Jureta. Jureta, dej pokaži, da vidijo. Moj je še soliden. Pač vredi je. Ja, moj se je debel flomaster, je. Ti si res. Ti si napisal grm. Jaz sem napisal mr, ne rm. Da se ve. No, v glavnem, ti je že kdo se podpisal? Veš, da zdaj razmišljam, pa mislim, da ja, na maturanskem izletu, po mojem. Jaz sem se vedno hotel nekomu. Ja, vem, vse sem ti uresničila to željo. Ampak to, da prije do mene, ok, si mi lahko podpišeš, ne da jaz, kaj si ti lahko podpišem. Ja, a zdaj si ti rekel? Ne, ti si bila una, podpište se mi in mi smo bili ok. Ja, Pravim. V glavnem super, ne. Ana, malo povej o sebi, kdo si ti, kaj si ti, kje si ti, zakaj si ti. Kje sem jaz? Jaz sem Ana in sem drugače iz Koroške, če se mi ne sliši. To je ta Korošica. Ja, Matej se skozi zabava iz moje koroščine in pol se jaz nazaj iz njegove primorščine. Sem pač primorščina dejansko lepo zveni. Lepo zveni. Tako sem prišla na toti podcast. Okay. Toti člani. Ne, drugače, če bi šel še eno stopničko više, lahko rečeš šti. Šti člani. Šti člani, ja. Ne, drugače me najdete na TikToku. Tam si ti dobila svojo Slavo. Slavo, ja. Ja, tam si doba svojo slavo. No, povej, kaj delaš? Kdo si ti? Kaj delam? Ja, snemam TikToke, pa študiram socialno pedagogiko. To sem jaz. Ok, ko si prišel do tega TikToka? Zakaj je, odkje ta odločitev? Babo je korona, to je taka tipična zgodba vsakega TikTokerja. Bila je korona, bom je dolg cajt. Faks je bil boring. In pol si bil tak, ja, kaj nek delam, bom objavila na TikTok. To je nekaj novega, nekaj zdaj se začenja, ni še veliko Slovencev, dajmo probat. In sem proba in sem se kar nekaj cajta iska, da sem pol pač najdla dejansko to, kar si želim objavljati in neko rdečo nit in da me je folk začel spremljati. No, kaj je to tvoja rdeča nit? Ja, moja rdeča nit je, da sem učiteljica. Prav, nisem učiteljica, ampak igram na TikToku učiteljica. Pa kaj ne boš učitelj za govorča? Ma ja, ja, če naredim faks. Ja. Ampak tudi ne bom čist učiteljica, bom socialna pedagoginja. Pa to je ona, ki moraš iti, če si naredil kakšno pizdarejo v šoli. Tako je. Ja. To nam bo šel pedagoginji. Ja, in pol mi damo cukre in kartamo. To je naše delo. Mislim, kaj sploh, greš, veš ono, ko te pošljajo te pedagogini, to ono res moraš biti že problematično. Veš ono, si bil razvija, da se te poslali pedagogini. Eno je bilo tako, pedi ven iz razreda in uno pedi pedagogini. To smo bili so, ne, vija. Če pa mi smo prijazne. In pol next level pedih ravnateljci. Jaz se spomnim enkrat, ko je en moj kolega smo mogli vsi ravnateljci. Vsi neki fanti, 4-5 let je bilo. Ker smo se metali, veš, med odmorom v osnovni šoli smo lahko bili v telovadnici in se neki žogami igrali. Ja. In smo metali te žoge in je vrgel eni v glavo žoge in je razbil očala. In smo mogli, kaj Jeba, stari.
Mi smo to, veš, pač vsi smo tam metali te žoge, da smo kje naciljali, ne, takrat. In pa smo mogli tu vsi, ravnateljci gor, smo bili vsi najebali. Ja, kaj, in vas je pol napizdo. Ne vem, kdo je bil pol kriv, vse ne vemo, kdo je bil v resnici, pač nekdo je zadev, jebi ga. Nekdo je metali in ena od vaših je bila. Ena je šla čez. Ne, da se spomnim, tebe poslala, kdaj ravnateljci? Ja, ma jaz sem pa pridna. Jaz sem šla k ravnateljci oziroma k ravnatelju. Ona je šla tožiti ljudi, ravnateljci. Ne, ma mene so tja poklicali. Papirje, dokumente, flomastre. Ne, mene so poklicali pa rekli, Ana, a bi ti vodila to pa to prireditev, Ana, a bi ti to. Jaz sem pa pridna, pa rada sem nastopa, pa povsod sem pa. Mene enkrat samo skoraj poslala kralj. Jaz sem bil ful tako odzunaj iz razreda, to tam na klopca, to smo ga tam se družili. Ampak enkrat me je skoraj, mislim, me je že poslala k ravnateljci, fora bilo nikoli ne bom je upravičil, med italijanščino, jaz sem kao ful klepetal, res sem klepetal, ne. Ampak enkrat me duro, jaz si brišem nos, ustanem, ne sem v smeti in se usedem. Ne pogledal nisem nobenega, nič. To je to. Ona ustane, se zašprinta do mene, dere, Rimanič, ko ti fucking kurac, rostop, klepetaš se sprekaš. Kurac je rekla. Kak kurac je rekla? Popizla je name ta ženska. Jaz si jo gledam. Kaj sem zdaj naredil? Brisal si nos, ustavim čo. Kaj si normalno za neko? Pa dobro, ajde, ne bom imel tle šmrkle na mizi, ne v žepu, da ne sem v smetejala, šel nisem pogledal nič. Vsak uro klepetaš, vsak uro širiš barvice. In ta je bila šiliš barvice, to je bila moja tiket. Šilim barvice, to je bila moja klapek. Šilim barvice. Poglej mojo puščico, notri imam en rdeč in en moder kemik in to je to. Barvic nimam jaz od 3. razreda. Kaj jaz šilim? Ti meni tle v faco se laži. In pol smo se en na drugega in pol ona, sošolci sta bil na lepšem momentu, so držali z mano in tako sošolcu, Sandro, jereš da on vsak ur sprehaja in klepeta? Jaz ne vem nič. In pol je vprašala eno pridno, je tako Ivana, on vsak ur klepeta in tle, šili barvice in ona. Enkrat ga nisem videla in jaz sem bil res, solzica mi je prišla in pol ona je rekla, ne, ustani Rimanič, ustani in gremo k ravnatelju. Ok, ajde, gremo k ravnatelju, ajde gremo. In kaj bomo klicali še mamo? Ja, še mamo bomo klicali. Ok, daj bomo rekel mami, da šilim barvice. Ona, ki mi kupuje te kemike, ko rečem, da zmanjka. Ajde gremo. Jaz sem bil že tako na vrati, pri nazaj. Ne, gremo k ravnatelju. Šel že iz razreda, gremo, ajde k ravnatelju. Jaz sem ti z mojo peresnico, da jaz šilim fucking barvice. Gremo. Prisem nazaj. Ne. Stavi se, prisem nazaj. Ne gremo k ravnatelju. Kaj pa zdaj? Usedi se in bodi tiho. Kaj, ne gremo k ravnatelju? Usedi se in bodi tiho. In je šla naprej spraševati enega sošolca. Tako da, fuck you, od italijanščine več kdo si. Veš, ko sem se jaz enkrat pri angleščini. Veš, kaj je bilo? Tako je bil 1. april. To sem že enkrat povedal, ne vem. In je 1. april in jaz rečem, jaz se javim, 1. april. In te je vprašala. Jaz bi te tudi. In to najbolj zagulena vprašanja, tek da bi ti šusnet napisala. Jaz sem ga lopo. Veš, kaj je bilo ful dobro? Ki smo vedeli po razredih, smo bili oni malo opasni, ki smo večkrat klepetali in se nas poslali ven. Ful je bilo smešno, ker pred vsakim razredom je bila klopca. In naš šol je bilo tako. Eni razredi tle, pol po stopnicah tle in si se gledal, neki je bil tipo balkonček in pol še tle. Je bilo smešno 1 uro, ne vem, grem jaz ven in vidim na uni strani enega, ti tudi, in vidimo dole enega, ti tudi vzunaj, čau. Kolikrat smo se videli eni z drugimi, tako na klopček, tako da je bilo zabavno. Tako da, toliko o šoli, zdaj smo rekli malo še o šoli, da predebutiramo, srečno, veselo vsi, zdaj, ki ste začeli. Ali prvič v šoli, ali prvič v srednji, ali prvič na faksu. Jaz vam sploh ne zavidam, pač. Dosadna leta so, In ti bi hotel biti v šoli še v celo življenje. Če imaš počitnice. Masovac, imaš ti drugače, samo niti izbirati jih ne moreš. Pač, to je neki, jaz diplomiram še po en mesec, upam, da diplomiram nekaj najlepšega. Nikoli več v life ne rabim šole gledati. Majka. Manj sem vam drugače eno ful zanimivo zgodbo. Reči. Ko sem dobila svojo prvo enko. V glavnem, Ana, povej. Ja, ko sem dobila svojo prvo enko, to je bil zadnji test v 3. letniku pri biologiji, to je bila moja prva enka. In potem smo popravljali in valjda mi ni šlo, spet. In moja profesorica je bila tak, da je pač seštevala točke, vsako stran posebej. A se lahko nehaš delati norca iz moje koroščine?
Je pač otročje, kaj češ? Ni otročje. On je otročje, Ja, on je otročje, to pa je, ja. In ona je seštevala točke tako, da je vsako stran posebej pač seštevala in na koncu strani pač napisala, kje točke sem imela, ne. In pač na eni strani sem jaz dosegla 0,5 točke in ona se je zmotila in ko je pač vse skupaj seštela, mi je prištela namesto 0,5 točke, 5 točke in jaz sem doba 2 zaradi tega. In jaz sem tako doba test in me vpraša, ker pač jaz sem drugačba, ne vem, prav dobra, odlična. In me vpraša, ja, a si pa ti zadovoljna s tem? Jaz, ja, super, super. In sam nesla test in šla in sem doba 2 in je bilo to. Ter nisi dobila enke? Ne, nisem potem doba. Ja, to je bo, ko sem že popravila. Na koncu je vedla to. Kaj? Samo je... Ja, ona. Ker Ma si ne. kao pridna. Ja. Ma ne, ko je Vanika malo bolj starejša gospa. Ma se je bila v redu, sam pač malo je bila tako zmedena. Veš, kaj meni je bilo ful čudno te šole? Ful neki hočejo biti glavni te učitelje. Ja, To je pač tako oni čudno so zdaj. Bog. To je zdaj tako čudno meni, ko gledam nazaj, vsi neki kao, mi smo neki, ma kdo s tim, ona? Pač dobesedno, oni mislijo, da zdaj imajo avtoriteto, oni so Ja, šefi. kdo si ti? Pač član, ti si le, da me kje naučiš. Ja, Pač ono, ti si v službi nas. če ne bi bilo nas, ne bi bilo tebe. Ja, pač ne vem, zakaj so tako vzvišeni, ono vsi. Pa eni so cool. Ja, ma dosti je takih, ki mislijo, da so glavni, ono, ki so učitelji. Evo, jaz sem imel učitelja na srednji za matematiko, moj stari ga je tudi imel, tip je star 100 let bil. In moj stari rekel, če njega dobiš, se pazi, on je opasan. Ampak skozi leta se tip skuliral. Tip je tako najbolj moje zabite šolce, res zabit tupal. Oni so imeli 3 matematiko. Tip je znal naučiti. Je bilo pri meni, lej, nauči se to je narediti tako. In pri meni ni zajebancije. In što rešiste, to je to. Vas ne bom vas zabavil, vi ne mene zabaviti. Ja. In tip, da se fucking naučil matematiko. Ja, in ti si imel respekt do njega. Veš kašen, Ja. in vsi smo ga imeli. Ja. In tip nas je naučil, v nulo. In tu je nam je rekel, ne bom vas zabavil, tipo, lej, 2 plus 2 je 4. To je mrst fucking znam. Zdaj, kaj 2 plus 2 minus 3 krat 5, to so one gimnazijske fore, neke kaune, oni rečejo, je rekel, gimnazija reče naloga z zvezdico. Ma to, kdaj boš to v življenju rab? Vi meni znajte osnove in to ne bom sjeb. In tip nas je naučil. In to smo imeli res respekt. A ne kot te, ki mislijo, da so primili Boga za jajca. Jaz sem In potem se ne spoznal. naučijo nič in Ja. mislijo, kaj so ti dali in od tebe zahtevajo ful. Ne, če ne znaš, misli, da so oni zmagali. Ja. Ha, vidiš, sem mu dala pa ena. taki, ja. Ti Ne si vem. žitkom da je ena. O moj bog, to pomeni, da si ti slab. Pač, Odvisno kako, ja, srečno si v glavnem. šoli, se jih malo v konc. kje vam je bilo lepo? Osnovna, srednja, ali faks? Ma meni je bilo vse, Faks. vse posebej. Meni je bilo vse všeč, iskreno. Tak ne vem. Osnovna šola je bila tak umirjena, easy, lahko si delal, kar si hotel. Tak, ne vem, fajn mi je bilo. Da, mi- Srednja, Poj. ja, zakaj si zdaj se tako namršču? Ja, ne, poj. Okay. Tako da nekaj vedem, poj. A ja, okay. Ja, v srednji si dobil pa več svobode, tudi strani staršev in si lahko, ne vem, žuru, pa tak, tudi, ne vem, se ti je tudi šola dala do svobode, no. Ne Meni je vem, bila osnovna najboljša. osnovna. Bilo fun, folk je bil fun, ne vem, fun je bilo. Faks. Faks. Aj sem bil na slabem, fuck. Ja. No ne, meni je bil faks bolj tako, ki so bolj bili isto mišlječi ljudje. Ja. Jaz sem tudi to mislil, da bom dal, pa ne. Ma na ekonomski tam je bilo tako, no, v Ljubljani. Jaz sem ena nadaljavo. Lahko si se obkrožil z ljudmi, ki so bili isto misleči, če si hotel, niso bili vsi tako. Tako. Jaz sem ena 2 leti nadaljavo. Ja, Faks. Tako da, čist druga izkušnja. Uf. Ja. Ja, se je tudi, ja. Zdaj smo isti letnik. Ja. Ja, bolj tak kakec. Glavim, prej smo malo o tvojem TikToku, ne? Ja. Pa ne vem, neka najboljša štorija z TikToka, si koga spoznala zaradi tega TikToka, ne vem, tako najboljša TikTok zgodba. Najboljša TikTok zgodba. Ma po mojem je bil kar cool A1 vibe trip, ko smo šli. Lahko pričakirate A1 profil. tam si bila ful pjana, ne? Ne bom o tem. Ma ne, nisem bila tam ful pijana. Ne, ono je bilo na delovnem Ne. vikendu. Jaz si nana delamo v isti firmi in za njen rojstni dan na delovnem vikendu se je ful napila, to je ful zdaj lep tak transition in ona se je palila na vse, Ja. vlačila se je po vse. Ja. Jo. Meni Ja, tudi. to je- Ne, ja. pač, Ana, ti si Ja. bila šeka, ti se ne Ja. spomniš nič. Pač te smo mogli dati spat. Ja. In pač tebe smo... Pač rojstni,
In my defense, rojsten dan sem ja in Rimke mi je v usta ulimo alkohol in... To je bilo tako, Ana, naredimo zate presenečenje, usedili se na stol, jaz sem bil seksi ninja želva in sem tam malo zaden, sem pač valjda, ajde slavljenka odpri in smo ji tam nalili. Ni da sva bila, jaz sem ti sama, jaz sem ti nalival alkohol v usta, fuck you. V glavnem vlačila se po vseh. No. Ja, definitivno. Mislim, to zdaj tako, da ti zdaj delaš tle tako čudno ljudem slikovanje, pa ni taka. Ana je žužerka je to in to je zelo razumljivo. Ti pa si osvajalec. To pač sem jaz po duši. Ja, ne. tako, prvo, ko smo začela delati v isti firmi, Ne, že prej si ti mene osvajala. ne ti si, me je Matej začel osvajati Ana je mene osvajala non-stop. in je vedel, da imam jaz tipa, ampak njemu je vseeno, on me je še vedno osvajal. Jaz sem tudi tudi ni motilo. slišal te govorice, da Matej je tak, ne. On ima rad, kako bi rekel, zasedene teritorije. Ni res. Ne, Sem ampak... se všali. Jaz še to, da povemo, hecno je bilo, ker Ano sem vprašal, Ana, real talk, ne misli, hecamo, da se osvajamo, smo si všeč. Od 1 do 10, koliko bi me ocenila, ne? In Ana je rekla 9 od 10. Sem rekel, dobro, lej, pa mogoče. Smiljenja. Ja, aha, boj tiho. In predtem je rekla, lej, so mi zrasle sise, poglej, mi kažu sise. V glavnem, ne, sem rekel, pa lej, mogoče kdaj super, zdaj vem, imam šanso. In drugi dan končal s tipom. To je bilo... Zanimivo je bilo to slišati, no. Ja, V glavnem, ko smo se midva spoznala? pojma nimam. Pozava sem, iskreno. Pač jaz sem mislil, da bomo šle malo pohvala. Zato A ja, ne, vem. Mislim, da je vat TikTok Akademija od Mercatorja. Ja, to je, da ga tudi ne bomo omenjali. Ne, tega ne bomo Ja, omenjali. v glavnem, Ana mi je nekaj tako malo pisala, kaj ti tle tako delaš, smo se ga uhengali in meni je bilo ful lepo videti zdaj Ano, kako raste, ker ona me je za prve dele spraševala, kako se delati in koliko denarja naj in sem ji pomagal in zdaj je ful lepo videti, kaj je zrasla in ko je pridna in tako da ful lepo, no. Torej se imaš za njenega mentorja. Mateja, ne. Pecala me je, ma ne, pač tako, ful sem mi pomagal, ne da jaz jemljem njene zasluge, ampak tako sem ful ponosen in vesel za njo, kaj rad. Pač na koncu, ko naredi neko reklamo, lahko je bilo vse enih 10% tvojih. Bi bilo prav, ne? Je rekel Jure, ne jaz. To se govori. To se govori. Ne, ampak je tako, sem ful vesel zate, no in je bilo lepo, ki je bila tipo tako, ne vem, 9,000, ne, 6,000 pri tam, ko si imela, smo se spoznali malo tako, kaj ti je levo desno, ki je imela dober kontent, što zdaj, ajde, je soliden. Zdaj objavljam kar Mi manjka hecnosti, ti si bila hecna. Ma ja, saj sem še vedno hecna. Dober je, mogoče pa kdaj ne, dobro. Ja. Hecna si bila bolj včasih, se imaš dobro, ma manjka ta tvoj malo Zdaj ste prodane duše, oba dva, zdaj samo odpreš vaš TikTok, samo promocije. Ne, to pa ni res. Moj TikTok so koncerti. Zdaj tle announcem, odpira moj second profil. Second profil. Nima že second profil, nek ne pridi prav, ali kaj se ja, unega sem opustil. Šibov je stari, samo sem ga opustil. Zdaj odpira second profil Rima nič, dobesedno nič in tam bom jaz imel tako vse. Tako da ja. Ali nič. To je tako. Zakaj, če imaš verifyen profil, zakaj bi to delal? Če imaš verifyen profil? Veš kaj, imam en content, ki ni za... Ki se bojiš, da boš bena? Ni toliko dober. Ja. Ne, Matej skozi pravi, da ga neki algoritem heca. Ja, algoritem Ne, ga. meni je nostal stari ta algoritem. Ja, algoritem. Danes je algoritem, tako da piše, ja, Rimaniču, ne bomo dali video naprej. Ja. V glavnem... Veš kaj, tip se ne sprejme, da ni zabaven. Pač ni zabaven. Ne, jaz vem, da je dobro, da ni dobro. Jaz moj content pogledam in rečem, ta bo šel viral, ta ne bo šel. Ga znam oceniti. In potem ne gre in je kriv algoritem. Ja, okej, ja. Dobro, dobro. Veš, on ima tako, važno, da je on najboljši Ja. in vedno je drugi krivi so. Ana, povej nekaj od sebi, kar folk ne ve. Nekaj malo meni. spoznajo. Ko sem bila otrok, sem hodila v Rikvert. Povej. Moja največja želja je, da bi šla na sever. Šla na sever z ladjico opazovati kite. Lahko to priješ tudi tle na obalo opazovati kite. Ja, Juretova mama. Ne sem mislil drugi kite. Si zamudila sezono. Poleti si lahko videl Juretova mama na plaži. Kite! Kaj moja mama? Kite. Ja, kite. Ne, lahko, to pa je čez celo sezono in polete in čez zimo. Jure, on mi je pokazal, jaz sem videl, pač on ti je bolj delfin.
ne vem, o čem se pogovarjata, prosim, razsvetlite Jure ima me. enega kita, eno kito, no bolj ženska, ja. Aha, okej. V glavnem eno kito ti lahko Jure pokaže. Ma pač le veš, ki je zalivan karanu, pa Ja. imel doma, Oh, Jesus fucking te lahko pelje, ti pokaže eno kito. No, bi šla pozovati kite. Se to lahko greš tle tudi na tele, ne rabiš iti na sever, greš Ma lahko. ne, Kaj so že jaz na... bi šla na sever, ne? Zakaj bi zmrzovala in gledala? Kako so že, kako že ni otoki smo hoteli iti mi? Več, kaj sem vam govoril, če gremo. Ja, Na Portugalskem, ja. mislim je pod Portugalsko, kaj so že? Ne vem, kaj je. Azori. Ja. Okay. Na Azorih lahko greš gledati kite, samo niso oni veliki spet toliko. Ja, pa zakaj Ja, bi šla ma na kite Portugalsko, lorke. če lahko grem gledat kite na Kite sever? lorke. Ma Ki ne, orke so vseeno. one, ki skačejo Ja, ven. ja, ma ne, ma kite, ta velike. Prav, Sinje. ne, sinje kite, ja. ja. Okej. Ta une, ko Ta se ti... špricne. A veš, ko, ja, ma ko je ladja in pol je tek mala in pol... Ja, ono in 60 danski metrsko. kiti. Koliko je dolg kit? 60 Ma ne metrov, kaj ni? vem, 60 ogromno je. metrov mislim, da je. Fuck. Tako. Tek to je... On, Veš, koliko je to 60 metrov, ko to vidiš, po mojem uživo, ko je to Majestic. To bi jaz to šel videti, kite. Gremo. To je na bucket listu. Okay. In tudi jaz bi šel piramide pogledati. Ja, čak. Okej, ja. Ja, to moramo iti Za skupaj tvoj pogledat. rojstni dan lahko bi šli. Puh, Ok, jaz grem čakaj. lih iz Zagreba. Ja, moram razmisliti. Čakaj, to je zdaj? Ja. 26. septembra moj rojstni dan, haha. Ja, Glavnem ok. pač, okej, o bucket list. Kaj imaš kaj na bucket listu? Okej. Oh, Okej, kite. kite. Ma ne vem, iskreno nič kaj takega posebnega. Jaz bi Ni, no, dodal kiti- še kiti Machu so- Picchu, bi dodal. Machu Picchu bi dodal. Te Ma ne Wonders vem, of na the World. Euroviziji sem že bila, tako da Eurovizija je bila na mojem bucket listu. Na Heriju si Na bila. Harryju sem bila. Ampak, ma ja, ma Harry od blizu, to je še na mojem bucket listu. Okej, Heri Ljubček, to štekam. Ja, Harry. Si bila, sem slišal, da si bila na sedišču, na stojišču, Ja, bila zdaj je bila sem še ja- na ležišču. Ja. Ne vem, kaj imam še na bucket listu. Okej, čakaj, prosti, zdaj malo menjamo tam. Kaj to ženske, ki tako ful simpaste z tega Herija, Ja. in fuluno opazi me, položil me bo, kaj res imate kanček upanja, da vas bo mogoče? Ne. Moje upanje je usmerjeno v to, da bi bil Harry z Louisom Tomlinsonom. To je to. To je pa... Louis, kaj si pa- Louis Tomlinson, ja, per One Direction je bil. Ma kaj on je gej? Ma ne, ampak sta skozi imela neki... Ja, torej je, ali bi? Ja, ne, Ste imela neki noben- dobra kolega, ne. sta bila. Tudi Jure mene prime ampak za red. ampak fani so videli to neko iskrico. Ja. So videli neko iskrico in pač to je neka... želja se razvila. Zakaj ga hodite dati s tipom? Ja, zakaj vi to šipaste? Zakaj to Zato, šipaste? ker je ful kemije med njima. Pa, ja, senjore, tu smo dobri burazi, stari, imamo Ja, kemijo. ne vem, vse lahko ampak- začnejo člani šipati After Jureta. hours. Ja, imamo člani, damo tako, ja, se imamo že tima Ja. za to. Zakaj to dela? Zakaj vam je to tako ful... Ja! Ne vem, ker bi radi to videli, ker je cute. Oj. A ni, pač če vidiš nekoga, ko sta cute za skup, in Čakaj, kjer je to tip? Louis Tomlinson, pač pri One Direction je bil pevec, isto. Ko pa je uni drugi, uni malo... Zayn. Zayn, kaj pa s tem? Ne, zdaj pa ne. Zdaj pa- Ko on je hodil z Belo Hadid, ne? Ja, Ja, viš, Še hodil? ne. viš, on ve kam iti, ne? Ne tle, neki šipa s tem, tle neki, on Bela Hadid, ono, najlepša ženska na svetu. Po, Stari je lušna. ona ima je najbolj perfekten obraz po vseh pravilih. Ja, Res? Ja. Okej, zanimivo. Ančka, prosim. ne znam napeljati tuno, da si imela cesto. Cisto. Cisto. Aha. Cisto, ne cesto. No, cisto. Ja, ko že govorimo o spolnosti, gremo Ja. na spolne in reproduktivne Aktivne organe, tako evo. vidiš. Ko nočem narediti transition, ga naredim, stari. Ja, evo. Kralj. V Jaz glavnem, sem ga Ana. naredil, a ne ti. Spet Krade zasluge. Zasluge sebi piše za moje uspehe. Sorry, kdo je tle indirektno to dal, ti samo lepo rekla, o ja, leki res. Ma ne, jaz sem zapakirala, ti si mi Ja, sam res, na ja, metu okej. neki. On ti je dal koščke, ti si sestavlja. Tako je. Ampak sem ti dal koščke. Ja. No, povej, smo slišali, ja, smo prebrali, da imaš, da si imel Da si eno imela, zanimivo izkušnjo. Ja, 3 leta nazaj sem imela v bistvu 6 kilsko cisto v trebuhu. To je komad. Ja, to sta 2 dojenčka. Čakaj, kaj cista je Cist- polnjena s tekočino. In tako je, ja. Torej si imela gnojno tekočino, ali kakšno tekočino? Vodne, ali kakšno? Kaj?
Pač kaj je ta tekočina? Pač tekočina ima, ne vem kaj pa. Voda. Ni poglih vodoma, je bila, Neka telesna. Ja, saj ne vem, pač ovojnica se ne polni z neko tekočino, ne vem iskreno čist kaj bo, ama ni bilo rakavo, hvala Bogu. Hvala Bogu. Tako da, ja, bo je pa ogromno, tak 6 kil. In sem hodila 1-2 leti s takim trebuhom, tako da bi vam noseča. Kaj nisi to pa niti pomislila, da bi lahko to? Ja, valjda sem pomislila, sem pa če sem mislila, da malo preveč jem burgerjev pa tega, ne. Pa da sem se malo zredila. Ampak je bilo tudi zareč na strani trebuh. Ni da je bilo tle bula, kjer je trebuh. Ja, kjer je trebuh, ja. In kaj, organi so bili čisto premaknjeni? Ja, organi so bili čisto premaknjeni. Ko sem bila na ultrazvoku tam, je ona v bistvu tak... Iskala organe? Iskala organe, ja. Tako je pa, ja, ne vidim, kje imaš ti mehur, pa ne vem, kaj vse še, ledvice. A ja, tu zadnji, tako čisto na drugem mestu, ko pa je dejansko bilo, ker je pač bilo tako ogromno, ne, pa tudi ni mogla zmeriti. Zdaj je rekla, da lahko podeli zmeri, če hočem, ampak približno je bilo ocenjeno tam na 40 cm, 40 krat 30, nekaj takega, ne vem. Jesus. Ja, huge. Ma kako da nisi prej pomislil? Mislim, okej, štekam, da ne pomislim. Situacija je bila tak. Intermezzo, sorry. V glavnem, 40 cm je bilo veliko. In ja, ko sem bila tam na ultrazvoku, ona ni pač vedela, kje so moji organi. In potem so me operirali. Sicer so prvič mislili, da me bojo celo rezali, ker to pač bi me od tule pa do konca dol in celo zadevo ven dobli, ampak so v bistvu... Ven dobli, če je bila voda, ali to je še neki poleg vode? Ja, ni pa sam voda, pa je ovojnica. Neko voj nastane, je Pač, nekaj moglo, nek balon je bil v bistvu. Ja, balon. In v bistvu, ja, so me prvo hoteli celo rezati, pa so se pol me usmilili, ker sem pač mlada in lepa in bi imela še kaj od lajfa. Ne, se hecam, ampak pač so me pol šli laparoskopsko, to je v bistvu, da so šli s tako kamerico noter, naredili tule 3 luknice in spumpali ven. In so v bistvu 6 litrov napumpali, pa odstraniti so mogli še jajcevod, ker je bil pač čisto ničen, tako da nimam levega jajcevoda. In ja. Seksa po desni. Ja, ker ti greš v jajcevod. Ne vem, kaj imaš ti. Hej, dobro. Vem, dobro, to je bila smotana lih, tako haha, okej, sorry ti, okej, da ne razloži naprej. Biologija matura 2. Kako se lahko hecaš iz takih stresnih stvari? Boga punca. Ker je bilo včasih. Je ostala brez enega jajcevoda. O ne. Kaj, če bi imela samo enega? Si ima. Če bi v štartu imela samo enega, bi imela nič jih zdaj. V glavnem. Nisem hotel biti... Kaj, če je bila kakšna sirota? To je zdaj nekako na džokrat. Če kakšna sirota bi bila notri. What? Kako bi to vse slabo? V glavnem nisem hotel nobenega nespoštovanja na pardon. Ne, saj ne vzamem kot nespoštovanje. Je v redu. Se me ti skozi ne spoštuješ. To reče vse, a ne? Jaz imam neki za nami. Samo ta tam, ona me je tudi malo tako gledala. Ja. Zdaj lahko govorim, ker ni tle in ne mora reči. Ja, tle še vedno z nami. Ja, ne vem, imaš kakšne, tipo, kaj si se naučila iz te izkušnje, ne vem, tako kakšen... A kaj sem se naučila iz te izkušnje? Tako je, kaj s tabo narobe 5 zdravnikov, ne to Jure priča, no. 2 leti. Ja, to je, preach this. Ja. Pejdi raje, pejdi pa ne ti reči ni nič, boljše kot da čez 10 let ugotoviš, čez 1 mesec, 5 mesecev ugotoviš, da si. To je kot avto, recimo jaz z avtom delam tako, da kar pokličem mehanika, pa ko se ne pogleda. Ja, če je malo če je ropota čudno ali če je čudno zgleda. To sem te hotel še vprašati, kaj zdaj, ko si rekla, da ko pa je z menstruacijo recimo? A ja, normalno, če nimaš enega. Vse je v redu. Prej sem imela drugač ful močne menstruacije. Pa bolečine, pa če sem padala skup, pa bruha, pa pač mogla sem vzeti tableto, mislim še zdaj. Ja, tudi povezano. Ja, definitivno povezano, ampak to se je zdaj malo umirilo. Prej, recimo, ko sem vzela tableto, me ni nehal boleti, meni še vedno bolelo, pa pač jaz sem mogla... Kaj nisi čutila, da je tako malo to Ja, sem, ampak pač, ne vem... Ja, ni pomisliš, ja. Ne, in tako valjda ne pomisliš, da imaš 6 kilsko cisto v trebuhu. Pač kdo to pomisli? Ne vem. Valjda sem prvo pomislila, stari, a sem jaz noseča? Seksala. Ja, sem. Pri 13? Kaj? Daj? Ja, nisi rekla, to je bilo pri 13, 14. Ne, to je bilo 3 leta nazaj.
3 leta nazaj sem tudi mislil 3. Okay. Ja, 3 leta nazaj sem bila 19. Aha, okay, ja. Ja, se tudi to je bilo možno, ne? Ja. Če si še bruhala in to, veš. Ja, Sam je pa menstruacija. Veš, ja, še. Čeprav sem slišal te neke zgodbe, tudi če ne imela menstruacije, še vedno noseča, tako da je bilo ful uveriti. What? Da si bila novemu kolegu. Take zgodbe me vedno ful prestrašijo. Ojoj. Ja. Bodite varni, fanti in Ja. dekleta, no, bodite varni, better safe than sorry. Ma se tudi, če je otrok, kaj, samo pač ne vem, če ste že dorasli, da ga imate. Kje se vidiš čez 10 let? Čez 10 let? Dobro vprašanje. Da delam to, kar želim, to, kar hočem. To je. Ma ne vem, zaenkrat je to TikTok in ustvarjanje vsebin za tuje firme, brende, kakorkoli. To je zaenkrat mi cool, drugač pa ful rada bi šla nazaj v gledališče. Jaz sem v gimnaziji pač... Tako vse Ane imajo iste ideje Ja. v življenju. Pač Ane imamo, vse hočemo biti neke igralke, pa neke cool. Ja, sem pa v gimnaziji, smo imeli gledališki krožek, smo delali predstave, kakorkoli in malo pogrešam oder. Tako da mogoče bi šla nazaj na oder. Ali pa pred kamero. Zdaj si pred kamero in na To. odru. Ja, drugač pa čez 10 let, ne vem, verjetno družina. Nočem Tudi tebi počasi. izbiti, you go, te podpiram. Ampak stari moj, vsi te, jim je zrasel lulek, stari, big dick so zdaj vsi. Te tiktokeri, mi smo igrači. Pizda niste, vam zdaj jaz povem v facu, niste. Ma, sorry. Kaj ti jaz se mislijo o nimam tej, tega. veš kaj mislijo o tej? Pa sorry, niste. Zdaj, če mi zbiš malo tako, haha, skeč pred kamero je igralec. Časi. Ja, ampak da ti pol Slovenije, oziroma pol Slovenije naserješ, da si učiteljica, ko nisi, to je skill, skill. Ana zgledaš kot učiteljica. Da si v ključe in si učiteljica. Sorry, pač imaš Ja, faso ampak to zaradi tega, ker sem naredila to persono. Ne. Ja, To ne Ja. pomeni nič, sorry, ne, to vam bom Ja. breakout sanje vsem. ja, Jaz upam, da ti uspeš, ker te imam rad. thanks. Shoutout, Kladnik so naredili unifilm spet, Ja, malo, ali 20krat. Jaz sem Fuck napisal you. še posebej. pač bolan igralec, on je stari igrač, da ni ve, on je tako jak igralec, stari. On je jak. Kladnik, gledaj, če še čas, pridi na podcast. Uletiš kdaj kaj malo, se enkrat že bil, si čekali tu na epizodo, ne pač, sorry, ne bom zdaj poimensko, ampak mi je rekel en tiktoker znan, full velik, ma res, večji od meni tebe skupaj. No, jaz bi šel malo v igro in te igralske in film. Ok, najljubši film. Ma ne vem, najljubši režiser. Ne vem, najljubši igralec. Ne vem, si bil kaj v, ne vem, gledališče, kaj, ma ne. Kaj si prebral, ma ne. Znači, to so vsi. Pač nimaste pojma, znaste biti pred kamero in se snemat. Sorry vi, če hočete biti igralci, to govorim do respektu za igralcev, ok? Ker zdaj na svetu vidimo mi to social media, oni dobijo vlogo zato, ker bojo bili ful dobri za promocijo filma. A pol imaš le igralce, ki so jaki in ki dejansko lahko dvignejo projekt z njihovo igro. Ja, ma ti ne veš, da dobijo kakva joba. igralka sem jaz. A sej ti pravim, in ti tudi si rekla, imaš izkušnje. Ja, imam izkušnje. Ja, in Vidiš? proti tebi nič, proti vsem ostalim, ki vem, da vsem se rodijo Ok. te želje. Sej mogoče sej bomo isto je film. dobo ima ten komentar, da ni režiser. Zdaj, si videl ni komentar. Ne, Ti je napisal en, da že to, da mislim, ne ti. nisem videl. Ampak tako je napisal, da v bistvu isto kot si ti rekel njej, da če delaš video na TikToku, še nisi režiser. Ne, pač jaz ne delam video na TikToku, jaz tudi režiram filme izven TikToka. Zato lahko Tudi ona se hoče malo- igrati izven Malo TikToka. se držim, lahko jaz, ampak kot je ona rekla, ona ima izkušnje izven. Všeč Jaz mi je, pravim za te široke zdaj tle, okay, ki vsi hočejo biti. Člani, put in the work. Ko boste dali notri delo, boste igralci. Ne zdaj misli, da ste kaj. Nočem nobene sanje nič. Zdaj si samo IGR. Pa boste še alci. Ampak ja, samo tako. To bo slabo. Ja, to je bila slaba. Ne, jaz hočem reči pač ležeti. Pač te igralci mislijo, da to je pičkin dim, malo glumiš. Ja. Ne, to moraš biti dober, moraš biti. Moraš biti fucking bolan, moraš biti. Kladnik je fucking bolan. Upam, da boš tudi ti en dan. Hvala. Ti tebi želim najboljše, res. Hvala. Okay, gremo zdaj počasi na sekcijo vprašanja. Imaš ti še kaj povedati? Imaš ti kaj za nas Vprašanja. vprašati? Jaz kaj za vaju, pač jaz Ajde, vem vse vprašaj o kaj. vaju. O vaju. O vama. Slovenščina Vem. matura 4. O vama, vse vem o vama. Ne, vprašaj kaj. Zdaj si me dal na tako glupo pozicijo, da je vprašaj kaj. Ja, da vprašaj, kaj siliš tle? Ja. Tvoga A pogleda. nisem se pripravila, nisem mi rekel, ja, no, vprašaj me kaj. Pa, če imaš kaj, ki te zanima, on the spot.
Kako je biti največji podcast v Sloveniji? Ja, lepo je. Ja, nam gre, no. Furamo. Pa šlej, malo je težko, ko veš ker imamo celo sceno na hrbtu, malo nas boli hrbet. To smo malo več, tudi sedimo let, ko kiljava naša država. Ja. Ne, hrbet vas boli, ker imate tak izjemno neudobne stole. Ni res, ful so dobri. Ti stoli izgledajo udobni. Ful so ampak mehki. niso. Udobni. Ful so mehki. Ne, mana, ti imaš... Wow, kakšen kušin mehek. Zelo. Torej nimaš nič za nas Ne, vprašati. nič nimam za vaju. Bem, dobro. Imaš ti kaj za vprašati? Kaj bi lahko še vprašali, Jano? Kaj deli z nami? Ne, sem že delil svoje neko... Bom še poglobim, še jaz bom odprl kakšen svoj TikTok profil, mogoče? Ker Ja. bom lahko kakšno tako stvar bolj podobno razložil. Ampak to je še daleč stran, tako da počasi. Vprašanja, odkje ljubezen do Eurovizije, est_nates. To pa mi je všeč. Odkje? Ma ne vem, z Bico pa z Dedanom. Bica in babica po koroško. Tisti, ki ne veste. Dedan. Dedan. Deda. Dedan. Imam jaz unuker, mi reče dedan. 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 Deda. Tuta. Deda. Vnukinja. Deda. Ta unukinja mi kleče. Gorta, dolta. V glavnem, ja. Sem Zbico pa kot, Dedanom ste sem kot gledali. rod gleda. Tata Eurovizija. Tate. Tete pevce. Sem gledala to Eurovizijo. Ja? In ja, je nekako zrastel na meni. Pa sem... Kaj cista? Tudi. Oboje je rastlo. Ja, in pol sem eno ful dobro prijateljico v osnovni šoli, ko je bila isto fan. In je pač k meni prišla in smo skupaj gledale. In smo si naročile pico in bile frajerke in jedle in navijale in glasovale. In pač se je rodila. Kaj ste glasovali, kaj ste trošili denar za... Ja, jaz to še zdaj delam. Ja. Zanimivo. Dobro. Lizis _, kateri je vaš najljubši spomin iz potovanj? Ana? Spomini s potovanj. Ja. Najboljš sem se imela verjetno v Španiji 2016, ko smo šli z srednjo šolo. Ko smo v Madridu našli jaz pa moja friendica, našli en ful dober lokal in pile ful dobro sangrijo. In je bil ful fajn in potem smo se kregale z nekimi Španci na ulici, zaradi tega, ker so osvajali moje prijateljice in pol sem jih jaz napadala po špansko. Ker tebe niso, ali kaj? Ne. Torej, tvoj najboljši spomin, sorry, to je basic as fuck. Iz potovanja to, da si šla pit v lokal s kolegico. Pač je bilo ful fajn. In potem smo šli še po trgu in smo se sezule in šla na to vodnjak in je bilo ful fajn. A ne, oni tip kolegice, veš, prijem tip do ene kolegice, in jo začne osvajati, ona, je ne zanimaš, veš? Ja, noče biti s tabo. Ona kolegica se la... Ja. Ale ono, je ne zanimaš, veš? Kot blokerka. Je tako malo deluje, ne? Pač je bil nek. Ali sem jaz, ali ni noben. Ja. Moj najljubši, jaz te bom rekel spet istih krajev kot vedno, bom rekel, da je iz najlepših spominov je... Ne, zdaj, ko smo bili z bratom na Tenerifih, ne, ko smo tako skupaj preživljali dosti časa. Evo, tako. In pol je moj spomin bil. Ja, jaz sem povedal že s ful teh potovanj. Dobro, ampak jaz vem, da on, ne vem, fucking s bratom so hodili na vulkan. Ker ti si bil v kafiču, sem pila s kolegico, tako da vem, da v teh spominih so take... Pa sva žurala 8 od 10 dni. Ja, sej sem poslušala podcast. Ja. Vem. Number one fan. Ja. Jaz sem bil na Santorinju, smo jahali osle dol po stopnicah in to je bilo tako full fun. In oni osli so bili zelo nevarni osli, ker so tam čez rob nas nagibali in je bilo zabavno. No. Fucking osla sem jahal na Santorinju, what the fuck. Nisem pil pijače s kolegico, ne. To je bilo fun. Dobro, no, sorry. Lizi spet prašal, celebrity woman man crush. Ana, woman celebrity crush. Tak, po Sloveniji ali po svetu? Oh moj bog. Kaj v Sloveniji sploh imamo celebritije, sorry. Ja. Aljo iz Chicas in Mexico? Ja, okay. ona je moj crush. Ne, tako celebrity. Ja, Rachel McAdams. Ok, in tip? Se lahko izbere po moj tip ali žensko. Malo boje, dej. Ja. Ajde. Ma tip, ja ne vem, Harry Styles. Dobro, Jure, ženska Margot Robbie. in tip? Ryan Gosling. Ja. Ok, za žensko Sabrina Carpenter, ona je tako meni, in men, Ryan Reynolds je meni lušen.
Ryan, Postaven tip. to je unik, ki je igral Captain... Deadpool, ki je igral. Fak, čekaj, kje je že to? Ryan Gosling je iz La La Landa. Ne, vem, ne, ampak... Ok, dobro. Dobro, v glavnem. Spet Alizi. Kaj vas lahko najbolj razjezi, Ana? Kaj mene najbolj razjezi? Mene razi najbolj stari. Kaj? Stari me najbolj razi, moj oče. Me lahko najbolj razjezi. Še rekel, Ana, kaj tebe najbolj razjezi, Jure? Mene moj stari tako razjezi. Ja, on mene lahko najbolj razjezi. Dobro, zdaj za Jure, to vemo zate, Ana? Ne vem, ko se ljudje ne držijo planov, ali pa nečesa, kar se dogovorimo, to me razjezi. Ok. Ja. Kaj bi rekel? Jaz moram še delati na temu, kakšenkrat nimam potrpljenja, ko nekdo mi neki vleče ful tako in vleče. In nič ne pride ven. Točno tako, ja. Ko vleče in ne pride ven, pač sorry, ne gremo hitro, dej, ajde, hop. Za meni je tehniko, ne? Zdaj. Drugače mora. Drugi pristop. Drugi pristop, no. Ko vlečeš in ti ne pride. Kaj ne opaziš sama. Pa sej to, točno to. To me razjezi. V glavnem, Jana Jakšič, kaj bi izbrali, biti neviden ali brati misli, Ana? Brati mislim. Jure? Ampak sam, če lahko izklopiš. Ne moreš sklopiti. Dobro, zdaj tle tehnično biti, pač ja, lahko. Ja, lahko izklopiš. Lahko izklopiš, ja, ker biti neviden cel čas, ramaj si brez veze. Ja, valjda lahko izklopiš. Ja, brati misli. Odvisno, koliko si perverzen. Ja, ga smo vedeli. Eno je perverznost, da veš, kaj človek misli, eno pa da perverznost lahko vidiš stvari, ki jih ne bi smel. Tako da neviden. Neviden. Ampak veš, kaj je fora nevidnosti, ne? Zdaj, bom šel, ne vem, do ene lušne punce in jo gledati, ko se tušira. Moraš priti v bajto in štekaš kleso pol... Samo čakaj, če si ti neviden, lahko greš tudi poslušati neke pogovore, ki jih drugače ne bi slišal, ne vem, s kakšnimi predsedniki. Okay. Torej, zakaj bi bral nekoga misli, če lahko slišiš dejansko, kaj govori? Za vrati. Torej, bil skriti agent. Ja. Ok. Jaz bi bral misli. Ja, jaz tudi, ja. Ta je dobro. Okay. Dobro, Neja Bajec, ni vprašanje, ampak Ana, ti si super. Vem, ja. Kdo je napisal ta vprašanje? Neja Bajec, ni vprašanje, ampak Ana, ti si super. Vejca, Jure in Matej, ful dober podcast, vas imam tudi rada. 3 srčki. Čekaj, Jure in Matej. Jure je prvo. Okay. Ja. In Vejca, Matej, ful je lušen. Hvala. Tomaš Frišek, odkrito kolikrat ga je Šerionič da bo urit. Od Jureta samo 2-krat. Od Tima pa enih 6-krat. Ja, od Tima malo večkrat. To je to teh vprašanj. Zanimivo vprašanje. Čakaj, da vidim. Intermezzo. V glavnem, anais.trb, kdaj partnerju zares zaupaš v zvezi? Ana? Ali ti imaš zdaj z razlogom trust issues? Kdaj partner? Ne vem. Jaz nikoli nisem imel težav z zaupanjem. Pač meni pridejo zaupanje, ja. Meni ga lahko samo zgubiš. Ja, Jure? To, ja. Vedno moraš zaupati, ampak moraš vedno biti bolj... Ne smeš spet preveč. Mislim, moraš zaupati, ampak moraš vedno biti pozoren. Okay. Ne, jaz se pri tem ne strinjam. Meni se zdi, da pač I beg to differ. Moraš zaupati. Ni druge. Pač ne greš v zvezo, če ne zaupaš. A ne? Sej lahko sejiti, zaupanje je tako. To je zelo taka zanimiva stvar. Ok, ps1ch nič _ Ana Jure, zakaj skozi nosiš odprte čevlje in kažeš svoje stopala? To ne kažem stopala. Ja, ker je poletje, ne vem, kaj ti nosiš, član moj. Ok, Katja Pika, počakaj, lubenica ali melona? Lubenica. Ok. Melona s pršutom. Dejansko to je dobro. Ja, ful dobro. Folk se ne zaveda, to je ful dobro. Jaz sem prvič to pravil na križarki, ki sem bil melona. Ful dobro. To je ful fucking dobro. Ne vem, ko ne jem melone. What? Ja, jaz sem ful zbirčena v prehrani. Ok, najljubša hrana. Testenine. Pašta. Kašne? Ma ne vem. Prekuhane, po mojem. A veš, špageti in potem jih prelomiš. To so padli 2 Italijana z Vespe zdaj. Luigi! Ana, super, hvala, da si bila z nami. Malinkost. Hvala, Ana, še enkrat. Še samo povedati na konec občutki, kako je biti iz tega gledalec, zvesti poslušalec v to, da si zdaj gost. Ne vem, zaenkrat se počutim ful fajn, ful sem sproščena.
Ampak ne vem, kako bo, ko se bom mogla dejansko gledati, ker pač valjda se bom poslušala. Super je, Ščika šovu, čez 2 dni jo boste videli tudi tam. Tam so debatirali, kaj pomeni biti član. Član si, ko uradno končaš s tem podcastom, takrat so tujci, postaneš član, tako da zdaj uradno, ko stisnemo mi off, takrat si zdaj uradno. Verified članka. Tako. Mislim, tehnično, ko je objavljeno, ko je javno. Ampak že zdaj je neuradno. To je veš, ko narediš spet, dobiš neki kartonček. Tako, Evo, pol pa dobiš uradno. Pol pa si plastificiran, trda kartica, takrat si No. član. A dobim kaj? Ja, boš dobila. od Jureta. Boš dobila. Ja. Ok, Dobro. zdaj da potegnemo črto. Hvala vsem, ki ste poslušali. Mrč! Ja, bomo že zdaj announcali. Ja, ma nimamo še Dobro, v online. glavnem mrč prihaja. Mrč prihaja. Mrč prihaja zdaj 2 tedna max. Tako da... Moramo najprej mi videti, da vidimo še kvalitetno. Smo zdaj mi najprej naročili, da vidimo, če vse štima in pol damo ven. Tako da, če potegnemo črto zdaj, smo prišli do konca. Je res? Ja. Vsi, ki ste poslušali, če vam je bilo to všeč, kaj ne naredijo? Kaj ne naredijo? Ana, kaj ne naredijo? Če mi je bilo všeč... Če vam je bilo všeč, lajkite, subscribite, komentirajte, podelite z prijatelji. Pa kakšen zvonček, no. Tako. Kakšen Če zvonček. vam je Pa kakšen komentarček. Pa tako. tako. Pa lejte, Če pa vam je dajte bilo pofollowati mogoče to Ano, sej. Lej, Ja. Ana, kje te lahko je v redu, ma, lej. Ma sem na TikToku, Ana Makotnik. Tako. Tak, Pa na Če imate kakšen Instagramu. fetiš na učiteljce, Ana Macic Kotnik. kaj razmišljate, da bi odprla OnlyFans za to vsebino? Učiljico. Tako malo ključe, Tako Ana modrčku. Posovnik zdaj, ko je imela to Je, ki ni bila neka cela drama v neki cela šoli. drama. Ja, Ja. na moji Na osnovni šoli je snemala kao OnlyFans. Ja. Učiljica na šoli, legit. Ne, Ja, ta Ana ne. Posovnik je ona, veš, iz, kje je ona? Z Sanski moški. Ana Psovnik. Ja. To je una črne lase, malo Ja. drvena. Sorry, Ana Psovnik, to je una črne lase, malo majhna. Ne, to ni, ni to ta. Ja, je, Ne, črne ti lase misliš na ima. drugo. Čakaj, zdaj stop, na hitro. Okej. Ma v redu je, no v glavnem je snemala v šoli OnlyFans vsebino. Prav. Na moji osnovni šoli, tja sem jaz hodila na osnovno šolo. Tete korošice, nisem. Ana Psovnik, kdo je? V glavnem, To je to. lepo se mejte, veliko se smejte, Ajde, hvala, ker ste bili z nami. čau. Vedeli vse, kot da smo nekaj pozabili. Ne, vse je. Ja, Vedeli vse. vse. Lepo zdrav iz Ana, hvala, številke ki si 1 prišla. podcasta v Sloveniji. Čau. Malenkost. Si se imela lepo? Zelo. Ok, čau. Čau, čau.